Naslov Franc Jožef in njegov odnos do vere v tem odseku, vladar osebno, bi pravzaprav bil lahko tudi v prejšnjem poglavju, v politiki. Na koncu je pa tako, da je to pravzaprav težko ločiti. O Jožefovi osebni veri bo manj govora, več bo v njegovi vlogi, v odnosu do konfesij, v monarhiji, s poudarkom na Slovencih, predvsem na katoliškem in pa protestantskem področju. O osebni vernosti Franca Jožefa bi bilo težko govoriti, ker je bila to pač tudi njegova osebna in zasebna zadeva. To vprašanje v njegovih biografijah, vključno z zadnjo Vocelka, ni bilo deležno pozornosti. Tudi na letošnjih dunajskih razstavah, recimo v Nacionalni knjižnici, o tem ne izvemo nič. V Šembrunu pa je predstavitev klasična, lahko bi rekli arheološka, se pravi molilnik, klečalnik in pa njegova molilna pručka, ki je bila navzoča tudi, ko je potoval naokrog. Oddelek nosi naslov Franc Jožef kot katolik, sicer pa je v tem oddelku predstavljena listina konkordata. V zvezi z naslovom bi nas najprej zanimal osebni odnos Franca Jožefa do vere in njegova vernost. Vendar v že itak ne preveč številni literaturi, njegovih življenjepisih, o tem nisem našel veliko. Poglavje Franz Josef Verhältnis zur Religion pa ima, pravkar smo slišali o njem, Eugen Ketterl v svojih spominih, Der alte Kaiser. No, on ga označuje kot religioznega človeka, ki je iz notranjega prepričanja veroval v višjo previdnost. Kot cesar, ki se ni čutil nikomur podrejenega, je gledal svojega predpostavljenega le v Bogu. Prav tako se je čutil pred Bogom odgovornega za dobro ali blaginjo svojih podrejenih, vendar ni bil pobožnjaški in da je vsakemu po njegovem dopustil, da pride v nebesa, nach seiner Fassung selig werden. Ko je upošteval vsako veroizpoved, na nek način pa izvajal tudi popolno versko toleranco. Tako piše. Poudarja tudi dober odnos med cesarjem in Judi, z vidika, da je nepomirljiv. Intransigenten antisemitizem ni združljiv z vidika pobožnega katoličana in ne z vidika državnega poglavarja. Prav tako se je držal postnih dni, predvsem pa je ljubil telovsko procesijo, ki je bila tudi zunanji videz in odraz blišča cesarjevega spremstva. Tam so ga namreč spremljali vitezi Zlatega runa, potem Štefanovega reda, Leopoldovega reda, reda Železne krone in reda Franca Jožefa. Ni pa Ketterl opisal vloge cesarja Franca Jožefa kot vladarja in njegovega odnosa do različnih religij, konfesij ali veroizpovedi. Tako tudi njegova vloga kot cesarja v večinski katoliški cerkvi ter v protestantskih cerkvah v monarhiji, ki so ravno v času njegovega vladanja doživele posebno svobodo delovanja. Vendar o tem vprašanju ne izvemo veliko niti iz znanstvenega zgodovinopisja. Vprašanje, ki ga kljub obširni znanstveni literaturi, kot na primer die Habsburger Monarchie, die Konfessionen, tudi taga ne tematizira. Še najbolj jasno so ga artikulirali avstrijski protestanti v zapisu ob smrti cesarja Franca Jožefa.
in sicer Kaiser Franz Josef und der österreichische Protestantismus. In sicer, da je vladal v duhu besed Svetega pisma, v hiši mojega očeta je veliko bivališč in priznaval drugovercem njihove pravice. Tako je bil ves čas obstajal tudi med njim in protestanti, kot pišejo, miroljuben lok, pa čeprav so priznane jim pravice izvirale iz revolucije, kar ponazarja s cesarjevimi izjavami, kot evangeličanske občine so mi bile, meni in državi vedno zveste, blagor evangeličanske cerkve mi je zelo pri srcu. Z katoliške strani podobnih zapisov nisem zasledil, razen za enega smo danes slišali od Kanala, čeprav je to bilo pred njegovo smrtjo, saj je bilo zanje katoliško ravnanje za katoliškega vladarja sama po sebi umevno. Pa tudi cesarja Jožefa II. V njem niso več videli in jim zato ni bil odvraten. Verjetno si tudi tako mogoče razlagati njegovo odsotnost v zgodovinopisju. Zaradi pomanjkanja zgodovinske literature mi ni preostalo drugega, kot da sem prelistal indekse kabinetne pisarne, okrog 100 knjig, kjer nastopajo cerkvene zadeve v rubrikah akatoliki, predvsem protestantje, pravoslavni, grkokatoliki, potem druga rubrika škofje, pravzaprav najpomembnejša za slovensko zgodovino, nato vse vrste kapitljev ter opatije, samostani in semenišča, največkrat so ta pri visokem šolstvu. Pregled te zakladnice podatkov o dogajanju že na prvi pogled priča o pomenu Franca Jožefa in njegovi vpetosti v konfesionalno dogajanje v monarhiji in njegovi vlogi kot najvišjega državnega poglavarja ter prvega uradnika na tem področju. Samo po sebi umevno je daleč največ opisov in spisov posvečenih katoliški cerkvi. Vendar je imel cesar v rokah tudi poročila in imenovanja protestantskih cerkvah, pri grkokatolikih, pravoslavnih, po okupaciji Bosne pa imamo navzoče tudi muslimane. Vse to je potrjeval s svojimi podpisi. Pomen za Slovence. Leta 1849 je bilo med 11 jeziki slovenščina našteta kot jezik, v katerega se prevaja državni zakonik in deželni zakoniki, kar je na nek način pomenilo zakonsko utemeljitev slovenščine kot državnega in uradnega jezika in posredno tudi kot enotnega jezika za vso slovensko govorečo narodno jezikovno skupnost. Nenazadnje je država prvič v zgodovini plačala prevajalce, ki so za enoten jezik, enotno izrazoslovje pred in na pomembnem pravnem in državno-upravnem področju tudi poskrbeli, prvim med njimi Fran Miklošič. Drugi pomemben dosežek v začetku vladavine cesarja Franca Jožefa predstavlja cesarjeva potrditev nove ureditve in razmejitve okrožij, ki je po načelu revolucionarnega pomena jezikovna skupnost v državi. Pravzaprav uveljavila samo na Štajerskem jezikovna meja kot meja okrožij. No, na to mejo se je potem naslonila tudi Lavantinska škofija, ko je bil sedež preseljen v Maribor. Proces nove razmejitve se je pričel v času Jožefa II., dosegel višek v času cesarja Franca II. Leta 1804, nato pa še v času Metternicha leta 1830, zaključil pa ga je, kot že rečeno, cesar Franc Jožef, ko je 10. septembra 1856, kot piše,
dovolil, da se predlog salzburškega nadškofa Tarnocija preko zunanjega ministrstva posreduje Svetemu sedežu v kanonični postopek. Med drugim je cesar iz predloga izvedel, da je že leta 1804 obstajal načrt delitve škofij na Štajerskem, na nemško s sedežem v Gracu in slovensko ein Windisches Bistum s sedežem v Mariboru. Da pa se cesar ni strinjal z vsem, se je videlo že leta 1858, ko je minister mu predočil Slomškov predlog, da bi jim država prepustila vojaške magazine pri Alojzijevi cerkvi v škofijske namene. Cesar je zadevo prečrtal, sklep prečrtal in napisal, naj predlog miruje. V 50 letih je bil cesar zelo zaposlen na splošno s cerkvenimi zadevami, saj so urejali škofijske zadeve na Ogrskem, recimo Zagrebška škofija je bila leta 1853 povzdignjena v nadškofijo, potem zelo veliko prostora je zauzela prisotnost in prihod jezuitov v monarhijo in prihod drugega reda lazaristov. Direkten in odločilen vpliv v cerkvenih zadevah med Slovenci je imel cesar s pravico imenovanja škofov v Ljubljani, Trstu in Gorici, delno pravico v Celovcu, medtem ko je bil brez te pravice za lavantinsko škofijo, kjer je imenoval škofa salzburški nadškof, vendar imenovanja so bila prav tako pred dokončnim imenovanjem predložena cesarju v odobritev. S Slovenci so bila tesno povezana še imenovanja škofov v škofiji Pul-Poreč in pa predvsem v škofiji Krk, kjer je bil na otoku Krku, kjer je bil zadnji škof Anton Mahnič. Dalje je bil cesar s cerkvenimi zadevami direktno angažiran, s tem pa tudi seznanjen v kapitlih pri imenovanju kanonikov in proštov za kapitlje. Na Slovenskem so to kapitli v Mariboru, Ljubljani, v Novem mestu, Piranu, Kopru, Trstu, Gorici, nekaj časa pa tudi imenuje kanonike za kapitelj Čedat. Veliko manj kot drugod v monarhiji je imel upravka samostani, saj jih skoraj ni bilo. Nekoliko več šele v zadnjih desetletjih 19. stoletja, ko se redovi ponovno naseljujejo. Sicer pa je bil cesar dobro seznanjen, predvsem s finančnim poslovanjem in cerkveno lastnino in razumljivo z lastnino verskega sklada. Skozi cesarjeve roke so povzeli akti prodaje, nakupov cerkvenih premičnin in nepremičnin, plače in višanje plač cerkvenim dostojanstvenikom in teološkim profesorjem in tako dalje. Kot zanimivost naj navedem, sicer že po smrti Franca Jožefa, kako pomembno je bilo to vprašanje tudi za cesarja naslednika, namreč zadnji vpis v tem kanclaj indeksu je leta 1918 za Split in sicer gre za dovolitev prodaje neke posesti samostana Claris. S tem se indeksi zaključijo za monarhijo. Sestanjem v cerkvi pa je bil cesar natančno seznanjen tudi ob odlikovanjih cerkvenih oseb. Če so ti odlikovanja prejeli ali tudi, ko so bila odlikovanja odklonjena. Tak primer je bil recimo primer leta 1870, ko je bil lavantinski mariborski škof Stepišnik predlagan za odlikovanje, pa je bilo ime prečrtano, se pravi že v indeksu. No, potem naslednje ali pa sploh eno zadnjih odlikovanj, ki je pravzaprav najbolj vzvalovilo
to zadevo, je bilo poskus odlikovanja škofa Mahniča leta 1914, kar je bilo na Dunaju odklonjeno, ker je bil preveč panslovansko in hrvaško nacionalistično usmerjen, tako da je dobil odlikovanje šele leta 1917, se pravi pod cesarjem Karlom, vendar tudi to odlikovanje so akti samo v Verwaltungsarchivu, niso pa upisani, mislim, odlikovanje nisem našel, tudi ne v kabinetskancelaj, niti v teh seznamih, koliko jih je, ki pa niso tako pregledni, da bi lahko človek tam na hitro karkoli našel. Zanimivost, pravzaprav dragocenost gradiva kabinetne pisarne pa je tudi v tem, da nam daje sliko ali pregled dogajanja za celotno monarhijo. In kakšna se mi je iz tega vidika ustvarila slika za Slovence? Prvič, nobenega sledu ni od doma tako visoko povzdignjenih klerikalno-liberalnih bojih. Zelo jasno pa odmeva konfesionalizacija slovenskega nacionalnega organiziranja, zorenja slovenskega naroda ter uveljavljanje politične prisotnosti na parlamentarnem zemljevidu monarhije, čemur nasprotujejo predvsem državne strukture z uradništvom in tako niso v skladu z nazori cesarja kot najvišjega uradnika. Slovenci so ob seveda vseh notranjih zapletih to nalogo vključitve v konkurenčno parlamentarno politično življenje dobro opravili. Kljub pomanjkanju različnih institucij, ki so jih drugi narodi v monarhiji že premogli in so bile temeljnega pomena za oblikovanje naroda in politično narodno uveljavitev, kot na primer univerze in višje šole, tega Slovenci pač v tem času niso še imeli. V primerjavi z drugimi narodi ali nacionalnostmi pa zasledimo v spisih kabinetne pisarne kar nekaj belih lis. Recimo, ena od takšnih je protestantizem. Edini vpis za protestantsko občino je za Gorico leta 1857, medtem ko za kasnejše občine v Ljubljani, Mariboru ali tudi podružnico na Ptuju nisem našel kakršnega koli stika z kabinetno pisarno. No, to je zanimivo zaradi tega, ker ravno pri akatolikih, ravno protestantizem zavzema zelo pomembno vlogo, iz česar je pa razvidna tudi različnost v monarhiji. Recimo, eno je stanje na Tirolskem, drugo je stanje na Sedmograškem, kjer so pravzaprav te protestantske zadeve najbolj urejene. No, nekako vidna je pa tudi situacija na Hrvaškem, namreč Hrvaški sabor ni hotel potrditi zakona o verski enakopravnosti, tako da je tudi to bilo cesarju večkrat predočeno. Velika lisa so tudi samostani. Kot primerjava recimo Dalmacija, Hrvaška, potem tudi Bosna, so samostani zelo prisotni, pa tudi če samo s prošnjami za podpore. Namreč ime Hrvaška, frančiškani pride pred cesarjeve oči. Če ne pride nič, je to bela lisa, ki nikogar ne gane. Potem Slovenci v cerkvenih zadevah ne nastopajo pod skupnim imenom, ker pravzaprav ni bilo nobene pokrajine, kjer bi bili označeni kot slovenski škofje ali vsaj krajinski, nismo imeli pravzaprav v deželi nikjer niti dveh škofij. Drugače je to za Hrvaško, hrvaški škofje, dalmatinski škofje, češki škofje, moravski škofje, ogrski škofje, ob različnih sestankih in tako naprej. Kot skupnost pred cesarjem nastopajo. Slovenci pač te možnosti niso imeli.
No, potem vprašanje šolstva. Slovenci razen bogoslovij nismo imeli nobenih višjih šol in pa tudi univerze ne. To je tudi zelo vidno, recimo v primerjavi s Hrvaško. Univerza v Zagrebu je z različnimi vprašanji, imenovanji profesorjev in drugimi v kabinetni pisarni neprestano prisotna. Podobno velja za Krakov, Lviv in tako naprej. Je tudi poglavje, kjer seveda Slovenci ne morejo priti do izraza. No, to je zanimivo tudi še iz drugega vidika lahko, in sicer jezikovnega. Vse, kar je v zvezi z jezikovnim vprašanjem pred cesarja prišlo, so nesankcionirani zakoni, krajinski, jezikovni leta 1870, potem je bilo pred njegovimi očmi, mu je bilo predstavljeno jezikovno vprašanje v Celju, medtem ko je slika za druga področja, ravno za Poljake, Dalmacijo, veliko bolj pisana. Imamo razne spomenice, prošnje za uveljavitev recimo domačega jezika poljščine, za predavanja na univerzi, potem prošnja občin iz Dalmacije za uveljavitev hrvaščine v občinskem poslovanju, kar ni bilo tako enostavno vprašanje, ker za nemščino tam ni bil nihče in za Dunaj je bilo pa tudi vprašanje, kaj je manj nevarno, hrvaščina ali italijanščina. No, ampak tudi to je nekaj, s čimer so te pokrajine prisotne, kjer pač mi nismo. No, še nekaj najdemo še vedno v literaturi po letu 1948, sodelovanje med oltarjem in prestolom, in kako sem videl te stvari iz tega vidika, z enim velikim vprašanjem. Za prestol je znano, kaj je. Medtem ko za oltar je pa vprašanje po moje upravičeno, ker je namreč oltarjev bilo zelo veliko. In če ta oltar povežemo z recimo Svetim sedežem, papežem, Vatikanom, stvari so še manj, bi rekel, razumljive in pregledne. Za konkordat smo že slišali, vendar je bil ta konkordat leta 1870 odpovedan, seveda s cesarjevim podpisom, ker brez njega bi ne bilo nič. No, ampak ni to, bi rekel, glavni, gre za vzroke, kako je bilo to možno. Namreč gre le za neke vrste avstrijsko cerkev, ki ni imela ne svojega patriarha, ne svoje enotne organizacije, vendar so ravno avstrijski škofje, dobri 2/3, nasprotovali dogmi o papeževi nezmotljivosti v Rimu. In to je velika številka. Drugič, recimo, večina avstrijskih dostojanstvenikov, škofov, skupaj z našimi slovenskimi, je študirala na Dunaju. Pravzaprav je misija edini nadškof, potem tudi kardinal, ki je študiral v Germaniku, ker jih tudi niso pustili tam študirati. Ta slika se pa popolnoma spremeni za Hrvaško. Seveda tudi na Hrvaškem imenuje cesar škofe, vendar po ogrskem načinu. Ta je bil pa kompliciran, ravno zato se toliko z njim ukvarjajo v 50 letih, ker je bil za cesarja nekoliko premalo svoboden. Cesar ni imel tako svobodne izbire ali pa možnosti, kot je imel v, kasneje rečemo, Cisleitánii. In ravno na tem so ogrski, bi rekel, politiki zelo gradili, da njihova volja prodre in da je cesar pač tisti, ki to potrdi. Ker pa to ni vedno, bi rekel, uspelo, so bili problemi. Drugo, hrvaški prostor je veliko bolj navezan na Rim, Vatikan, kot recimo slovenski prostor.
ker oni imajo svoj zavod svetega Hieronima v Rimu in tam študirajo tudi kasnejši škofje. Tako da je zame bila zelo zanimiva, bi rekel, poročilo v Jegličevem dnevniku, ko govori o njegovem imenovanju za škofa v Ljubljani in pa misijevem prehodu v Gorico, kar smo v glavnem poznali. No, ampak to, kar je tukaj novega, je, da je bil iniciator sarajevski škof Štadler. Štadler je bil pa sošolec misije v Germaniku v Rimu, tako da je ta njuna to osebno poznanstvo obstajalo. Zdaj, kaj ga je pa k temu nagnilo, seveda tudi Jeglič prav ne pove, je možno tudi kakšna bolj, bi rekel, posvetna zadeva, da se je Jegliča kot preveč prodornega bal, kakorkoli. Predlagal je njegovo premestitev v Ljubljano. To je prišlo na ušesa, kdo bo je prinesel, se ne ve, cesarju, in dejansko je to bilo eno od redkih imenovanj, tako Jegliča kot misije, ki je nekako zaobšlo takrat običajne politične postopke, kjer je dala vlada svoje mnenje in tako naprej. In prav to so potem, prav to je potem recimo Husarek v svojem spisu o imenovanjih nekako tudi očital, da sta bile samo dve zgrešeni imenovanji, ena na Češkem, druga pa škof Jeglič, in to zaradi tega, ker cesar ni dopustil, bi rekel, normalne, navadne informacije. Tako da, bi rekel, se tudi to vidi, a ne, ta razlika med tem delom slovenskim in pa hrvaško, kjer je predvsem ta večja navezanost na Rim, ki pa seveda traja že od časa proti reformacije naprej. No, imenovanje škofov, zdaj tudi vprašanje, ki se velikokrat postavlja, ali je samo podpisoval, kar so mu predložili, in že teh podpisov je več kot ogromno. No, da pa ni bilo temu tako, je pa recimo ravno zanimivo imenovanje za celovškega škofa leta 1881, ko je vlada preskočila vse tri predloge vprašanih škofov, imenovala kanonika iz Dunajske stolnice, na kar je cesar to imenovanje prečrtal in imenoval sicer kandidata na tretjem mestu, brez znanja slovenščine za Celovec, bil je pa to potem zelo zaslužen škof za Slovence in je imel tudi velike težave z Nemci. Tako da mislim iz tega, kaj se lahko vidi, a ne, ta razvejanost monarhije, tudi iz teh zapisnikov, kar bi lahko primerjali potem z močjo recimo cesarja, kakšna je bila moč pruskega cesarja, ki je imel enotno državo, podprto s protestantsko konfesijo, ki se popolnoma nacionalizira, in tukaj cesarja Franca Jožefa, ki je imel opravka vsaj z 11 priznanimi jezikovnimi skupnostmi, ki se borijo za enakopravnost. In ravno tukaj mislim, da je bil ta potek, boj Slovencev uspešen, namreč tudi za njih ta konkurenca na tem, tudi če notranje državnem, ampak mednarodnem podiju ni bila ne lahka in tudi neenostavna. Bilo je potrebno veliko entuziazma in sreča na koncu je bila, rečem že prej, imenovanja škofov cesarja, pravzaprav ni imenoval niti enega škofa, ki bi bil kakorkoli Slovencem recimo ne v korist. Medtem ko je ravno to samovoljno imenovanje Jegliča, je pa pravzaprav bila pika na i, bi lahko rekli, a ne. In tudi Jegliču gre za čestitati, on ni bil tako strašno zadovoljen s Korošcem, ne s Krekom in tako naprej, ampak puščal jim je proste roke, kar je spet velik doprinos, da neka stvar uspe. Hvala.